Borut Pahor. Spremljata ga ministrica za obrambo Republike Slovenije Andreja Katič in župan občine Kobarid Robert Kavčič. Pozdravimo nocojšnje orkestre. Ladies and gentlemen, please welcome La Fanfara della Brigata Alpina Giulia, vojaški orkester iz Italije, dirigent Lorenzo Sebastianuto. Des Militärkommandos Captain, vojaški orkester iz Avstrije, dirigent Dietmar Kranter.
Stabsmusikkorps der Bundeswehr Berlin, vojaški orkester iz Nemčije, dirigent Reinhard Kijauka. Mađar Konveček Zenekar Kapošver, vojaški orkestar iz Mađarske, dirigent Andraš Major. Orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske, vojaški orkestar iz Hrvaške, dirigent Miroslav Vukobujac-Dugan.
gospodje, orkester Slovenske vojske, dirigentka Andreja Šolar. Dober večer in dobrodošli, spoštovani predsednik Republike Slovenije, ministrica za obrambo in predsednica Nacionalnega odbora za obeleževanje stoletnic Prve svetovne vojne, spoštovani župan občine Kobarid, cenjeni visoki gostje, dame in gospodje. Spomin na največji vojaški spopad na slovenskih tleh bomo nocoj počastili z glasbo. Ta ne pozna meja, njena govorica je vsem razumljiva. Glasbo, ki tako Bertolt Auerbach iz duše odpravi umazanijo vsakdanjega življenja, katere notni zapis presega delitev in utrjuje lepoto sobivanja. K pozdravnemu nagovoru vabim župana občine Kobarid, gospoda Roberta Kavčiča. Prosim. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovana ministrica za obrambo in predsednica Nacionalnega odbora za obeleževanje stoletnic Prve svetovne vojne, gospa Andreja Katič, spoštovane ekscelence, spoštovani poslanci, kolegi župani, občinski svetniki, častni občani, predstavniki tujih vojska in Slovenske vojske, predstavniki cerkve, člani Nacionalnega odbora za obeleževanje stoletnic Prve svetovne vojne, predstavniki veteranskih organizacij, visoki gostje, glasbeniki ter vsi,
ki ste se nam danes pridružili v Kobaridu na koncertu vojaških orkestrov z naslovom Zbogom orožja, s katerim se poklanjamo žrtvam in trpičenjem v Prvi svetovni vojni. Zbrali smo se pred spomenikom pesnika Simona Gregorčiča, ki je v pesmi Soči zapisal: Tod sekla britka bodo jekla in ti mi boš krvava tekla. In s tem preroško napovedal grozote, ki so pred 100 leti zavedno zaznamovale naše kraje in močno zarezale v življenje ljudi. Zadnji oktobrski dnevi leta 1917, ko se je ob Soči in v gorah nad njo razumela strašna bitka, so tako Kobarid in celotno Posočje zapisali v svetovno zgodovino. Danes nas ostaline vojne po hribih in v muzejskih zbirkah spominjajo in opomini na to, da so vojne poraz človeškega duha in dostojanstva, kjer se strah meša s pogumom, podlost s plemenitostjo. In podoba teh vojnih grozot ter njenih posledic se je močno zasidrala prav v zavest tukajšnjih ljudi, ki se še močneje zavedajo krutih dejanj in cenijo mir. Mir pa ne pomeni le odsotnost vojne. Mir temelji na občutku varnosti, spoštovanju in sprejemanju drugih. Poleg življenja samega je mir največja vrednota človeka, ki ima v naših krajih posebno noto, katero občuti sleherni obiskovalec. Prijazni, pogumni in uspešni ljudje so danes naš ponos, ki ustvarjajo in gradijo življenje v krajih ob Soči, obdanimi z naravnimi lepotami visokih gora in rek ter bogastvom kulturne dediščine. Krvava zgodovina pa nas je naučila, da se znamo še bolj potruditi in sosedi ter ostalimi narodi Evrope skupaj živeti v miru, strpnosti in medsebojnem prijateljstvu. Spoštovani, dovolite mi, da se v svojem imenu in v imenu občine Kobarid zahvalim glasbenikom in organizatorjem današnjega koncerta, ki v Kobarid prinašajo harmonijo miru. Hvala tudi vsem vam, ki ste nas počastili s svojim obiskom v Kobaridu, kjer ste vedno lepo dobrodošli. Naj zvoki glasbe zavedno prevladajo nad močjo spopadov. Želim vam prijeten večer. Hvala lepa, župan. K besedi vabim ministrico za obrambo Republike Slovenije in predsednico Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic Prve svetovne vojne, Andrejo Katič. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, župan občine Kobarid, vojaške glasbenice in glasbeniki, visoki gostje, dame in gospodje. Vesela sem, da sem danes z vami tu v Kobaridu, na ta čudoviti poletni popoldan. Da vas lahko nagovorim ob začetku koncerta vojaških orkestrov prijateljskih držav. Držav, ki so v preteklem stoletju, ki ga je znameniti britanski zgodovinar Eric Hobsbawm poimenoval čas skrajnosti, izkusile mnogo trpljenja. V Nacionalnem odboru za obeleževanje 100-letnic Prve svetovne vojne si ves čas prizadevamo, da dajemo posebno pozornost utrjevanju kolektivnega spomina na dogodke pred 100 leti. Da gledamo na ta spomin v vsej njegovi celoti, skozi bolečino in upanje. Vesela sem, da je korona teh naših prizadevanj današnji koncert. Glasba prav gotovo na najbolj iskren način seboj prinaša moč, s katero ustvarja in nežno utrjuje spravo. Danes smo z državami, s katerimi smo bili na isti ali na drugi strani, skupaj enakopravno soodgovorni za razvoj in napredek Evrope. Pomembno je zavedanje, da si vsi delimo del sveta, na katerem živimo, da si prizadevamo ohranjati mir in ga pomagati vzpostavljati tam,
kjer ga kljub vsem naporom mednarodne skupnosti žal še vedno ni. Kajti vsi smo del istega človeštva. Niti posameznik, niti en sam narod, brez sodelovanja z drugimi, ne moreta ujeti sreče. Nikoli se ne bomo strinjali vsem. Vsi pa imamo pravico, da ljubimo svojo domovino, svoj narod in svoj jezik. Vendar pa nas ta ljubezen do domovine ne sme nikoli zaslepiti, da ne bi več videli enakih hotenj drugih narodov. Medsebojno razumevanje in mir sta namreč veliki, a žal tudi nad vse ranljivi vrednoti. Iskreno upam, tako osebno kot ministrica za obrambo Republike Slovenije, da so nas vsaj v Evropi krute vojne s številnimi žrtvami in bridkimi posledicami naučile, da je vredno in hkrati nujno morebitna nesoglasja reševati z dialogom in z dobro voljo. Spoštovani, tukajšnji rojak, pesnik Simon Gregorčič, je svoji pesmi z naslovom sam napisal: Od bratov ne odvračaj mi očes, duh plemeniti sam bo nosil boli, a sreče užival sam ne bo nikoli. Odpri srce, odpri roke, otiraj bratovske soze, sirotam olajšuj gorje. Res je, skupaj smo v dobrem in slabem. In res je, da bomo vse teže izzive veliko lažje premagovali s skupnimi močmi, z razumevanjem in sočutjem, v bratstvu in v sestrstvu. Ta večer v Kobaridu, mestu pričevalcev na Prvo svetovno vojno, pa je priložnost za lepe strani. Naj nas v veri vanje, v te lepe stvari, okrepi glasba odličnih vojaških orkestrov naših prijateljskih držav. Hvala lepa, ministrica. V nadaljevanju se bodo posamezni orkestri predstavili s koračnicami. Prisluhnimo najprej orkestru La Fanfara della Brigata Alpina Giulia iz Italije, koračnica Vilote Friulane. Prosim, izvolite.
Avstrijski orkester Militär Musik des Militärkommandos Kärnten pa bo zaigral koračnico Nibelungen marš. Prosim. Orchester iz Nemčije, Stabsmusikov der Bundeswehr Berlin, koračnica Bolike, Berliner Luft.
Mađarski orkester Mađar Honveček Zenekar Kabošver, koračnica Andraš Major, Boconadi marš. Hrvaški orkestar, orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske, koračnica U boj, autor glazbe Ivan Zajc.
Orkester Slovenske vojske pa bo izvedel koračnico Vinka Štruclja Zlatorog. Glasba je res tista, ki človeka spremlja ob veselih in srečnih dogodkih, po drugi strani pomaga premagovati težke in žalostne trenutke, bodri in spodbuja, ko je to potrebno. Sovražne akorde izpred 100 let so nocoj izpodrinili prijateljski. Dame in gospodje, v izjemno čast nam je, da je pokrovitelj nocojšnjega večera predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. Predsednik, izvolite. Spoštovani gospod župan, visoki gostje, ekscelence, dame in gospodje. Vojna je strašen pekel. Skoraj nič od tega, kar ustvari človek, ni bolj nečloveškega od vojne. Solze, trpljenje, neskončna žalost in smrt. Sem in tja smrt, skoraj kot usmiljanje od vsega hudega. Glede tega so si vojne, kot moralno dno naše civilizacije, domala enake. Tudi v tem, da jih naposled končajo najboljše značajske vrline ljudi,
ki vidijo nove zarje svobodnega sveta. Ampak vseeno, vojna je kompletno zdrs dobrega in vrednega in je skoraj nič ne opravičuje. Glede velike ali prve svetovne vojne, ki je dobila pravzaprav ime zaradi druge, pa imamo še večje zadrege. Zakaj se je že začela? Zakaj se je z obronkov teh hribov in gora pred 100 leti stekala rdeča reka krvi v valove zeleno-modre Soče? Zaradi atentata v Sarajevu, zaradi ultimata dunajskih oblasti serskim. Tega pri najboljši pameti še danes ne vemo zanesljivo. Zato se je drži posebej žalosten in tragičen sloves najbolj nesmiselna od vseh vojn. Se ne, da bi pojasnilo vojne, kakorkoli bolj to tragedijo opravičevala, vendar bi si jo vsaj znali bolj razložiti. Pri prvi svetovni vojni pomagamo. Ljudi številnih narodov, tudi slovenskega, je pahnila v nesmiselno smrt, ne da bi dopustila zadoščenje intimnega junaštva anonimnih vojakov vseh narodov. Dame in gospodje, ko danes razmišljamo o času pred 100 leti, se ne zdi nedaleč in neponovljiv. Zaznamuje ga prav surova podobnost in sodobnost. Nezaslišan dogodek v Sarajevu, ultimat, vse, kar je zarezalo v mir, vojaški spor, ki mu je sledil, pa je zavedno pokopal 3 cesarstva, vase posrkal 65 milijonov vojaških smrti, vzel 20 milijonov življenj in dal več kot toliko ranjencev. Iz te katastrofe so se potem porodile vse strahote 20. stoletja. Po koncu hladne vojne je bipolarno stabilnost zamenjala vrsta nepredvidljivih dejavnikov in danes lahko vnovič govorimo o propadanju imperijev in vzhajanju novih sil. Podobnosti in primerjave se zdi neizbežne, odgovornost na naših ramenih pa je še toliko težje breme. Toda razlike niso nič manj pomembne od podobnosti. Takrat so predvsem manjkale močne nadnacionalne institucije, ki pa jih danes svet ima. Manjkalo je zavedanje, da so okviri mednarodnih institucij in nadnarodnih povezav vzpostavljeni za to, da spore rešujemo po mirni poti. Manjkalo je prepričanje, da je vladavina prava močnejša od vsake druge vladavine, celo vladavina orožja, predvsem pa, da smo mi tisti, ki ji dajemo moč. Dame in gospodje, moč in navdih nam daje tudi glasba. 100 let potem, ko so vojaški bendi skušali navdihniti hrabrost enega naroda proti vojski drugega naroda, so nocoj zbrani tukaj v Kobaridu zato, da skupaj zaigrajo odo miru in naše trdne vere v mirno in srečno življenje. Nas, naših otrok in vnukov, vseh naših otrok in vseh naših vnukov. Nikoli več vojne, ne živita trajni mir in varna skupna prihodnost. Srečno! Hvala lepa, gospod predsednik. Zdaj pa prisluhnimo, kako je slišati, ko orkestri različnih vojska uberejo skupni glasbeni jezik.
Pod vodstvom Andreja Šola bodo izvedene skladbe Bojana Adamiča, Oj ta soldaški boban, Jožeta Bruna, Spomin na Sočo, priredba je delo Janja Šalamona, pod skladbo Triglav marš pa se je kot avtor podpisal Julius Fučik, Zigfrid Rundal pa je pripravil aranžma. Skupni nastop bodo orkestri sklenili z evropsko himno. Dame in gospodje, dajmo en aplavz za vse orkestre. Izvolite.
Dame in gospodje, pozdravimo odhode nocojšnjih vojaških orkestrov. Z nami so bili La Fanfara della Brigata Alpina Giulia, grazie e arrivederci. Militärmusik des Militärkommandos Kärnten. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Musikkorps der Bundeswehr Berlin. Dankeschön und gute Reise. Honveček Zenekar Kapošver. Köszönöm és viszlát. Hvala in nasvidenje. Orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske. Hvala i doviđenja. Spoštovane dame in gospodje, pozdravimo orkester Slovenske vojske. Morda so to moji zadnji pozdravi. Še en poljub vsem. Z Bogom ljubi moj domači kraj. Če se ne vidimo, se bomo videli gori. Sprejmite še en poljub in mnogo gorečih pozdravov. Ako se več ne vidimo, ne žalujte. Morda pa me ljubi Bog še ohrani pri življenju in se še vidimo. Z Bogom, ne žalujte. Pismo Alojzija so domači prejeli potem, ko so izvedeli, da je padel na fronti.
In teh pisem je bilo preveč, veliko preveč. Pisem malih ljudi, ki so bili bitko velikih. Zato zaključujem, z Bogom orožje naj živi mir, ta ima med diamanti vrednot najžlahtnejši sijaj. Lahko noč.